eno dobrodošlico vam zaželim najprej v leto 2025 in druga dobrodošlica je torej na tem našem vpogledu v leto 2025 skozi vedsko astrologijo Džotiš. Vedska astrologija Džotiš upošteva dejanske postavitve planetarnih pozicij na nebu in nam s tem daje precej natančen vpogled v dinamiko časa, v dinamiko naših življenj, torej gre za vedo o planetarnih ritmih, torej vedo o tem, kako pravzaprav te planetarni vplivi oziroma čas kot takšen vpliva na nas, kdaj je primeren čas za določene aktivnosti, kdaj je primeren čas za kakšne druge aktivnosti, kdaj je čas za iti naprej v življenju, v nove akcije, kdaj je čas za kakšno retrospekcijo, za vpogled nazaj, za vpogled vase. Skratka, tole leto 2025, ki je pred nami, je takole, kar precej, bom rekla, dinamično leto pred nami, tudi morda turbulentno, kar nekaj pomembnejših planetarnih vplivov se bo v tem letu zgodilo, oziroma pomembnejših planetarnih premikov. Namreč planeti se gibljajo različno hitro. Nekateri zamenjajo, Luna zamenja v nekaj dneh svojo pozicijo, medtem ko Saturn kot najpočasnejši planet rabi nekje 2 leti pa pol, da se premakne iz enega znamenja v drugega, in seveda vsak planet ima neko svojo, dajmo reči, osebnost, neko svojo energijo, s katero vpliva na nas oziroma nas oblikuje oziroma prebuja v nas tiste njegove kvalitete. Zdaj, odvisno od pozicije, kje je posamezen planet nastanjen, torej Saturn, če je nastanjen v znamenju recimo Kozoroga, kjer je doma, kjer je to njegova pozicija, tam bo odražal tiste lastnosti, delavnosti, vztrajnosti, odgovornosti in tako naprej, Če pa je nastanjen v znamenju, ki mu ne ustreza, ki mu ne ugaja, kjer se ne počuti dobro, bo pa seveda odrazil tiste malo manj prijetne lastnosti, ki so v njegovi naravi. Skratka, tako ima v bistvu vsak planet tiste pozicije, v katerih se počuti dobro, in tiste pozicije, v katerih se počuti malo manj dobro, in nam s tem prinaša določene izzive oziroma določene tematike, ki so zrele, da v njih pogledamo oziroma da na tem področju nekaj ozavestimo, nekaj naredimo, nekaj premaknemo. Skratka, kot sem rekla, ti počasnejši planeti bodo v letošnjem letu, torej kar nekaj njih bo naredilo svoje premike, Po 2 letih oziroma dobrih 2 letih, celo 3, se bo Saturn premaknil iz znamenja Vodnarja v znamenje Rib in tam bo ostal seveda spet naslednje 2 leti pa pol nekje, Karmična os, ki se premakne nekje na leto pa pol, 18 do 19 mesecev, je v posameznih znamenjih, se v letošnjem letu premika, to se pravi nekje s koncem maja se premakne v novi znamenji, kar seveda spet prinese popolnoma novo dinamiko našega karmičnega ozaveščanja oziroma tako na globalni ravni kot tudi na osebni ravni. Planet Jupiter, ki ravno tako nekje 1 leto potuje po znamenjih, se bo letos premaknil v znamenje Dvojčkov, kjer bo ostal nekaj mesecev in potem celo za slaba 2 meseca vstopil v znamenje Raka, na kar se vrne zaradi svoje retrogradnosti v znamenje Dvojčkov in bo tam potem še en del leta 2026.
Poleg tega bomo v letu 2025 imeli retrogradno Venero, ki jo imamo retrogradno nekje na 2 leti, in pa v samo leto vstopamo z retrogradnim Marsom, ki marsikomu kravžlja tiste notranje živčke, toleranco, potrpežljivost že nekaj časa, odkar ga imamo retrogradnega. Skratka, kar nekaj takih pomembnih shiftov, pomembnih kombinacij se v prihodnjem oziroma v letošnjem letu obeta na našem nebu in seveda kakor zgoraj, tako spodaj. To pomeni, da kar se dogaja na nebu, se v bistvu dogaja tudi znotraj nas, namreč vsa ta energija planetov v resnici biva v nas, in ko se v bistvu ta dinamika spreminja, se spreminja dinamika v bistvu znotraj nas, in potem pritiska na razne gumbke in nas s tem spodbuja, pravzaprav vedno k rasti in napredku, ampak včasih gre to na zelo tak lahkoten in enostaven način, včasih pa je ta dinamika majčkeno bolj v izziv, kot rečeno. Skratka, kot sem rekla, leto začnemo z retrogradnim Marsom v znamenju Raka. Tukaj bo še vse do 21. januarja, potem prestopi nazaj v znamenje Dvojčkov. Skratka, njegova retrogradnost bo trajala do 24. februarja. Kaj je izziv tega Marsa? Izziv je v tem, da se Mars v znamenju Raka, to je tisto znamenje, kjer se on počuti najslabše možno, ker Mars je planet akcije, Mars je planet dinamike, on je v bistvu bog vojne, on je tisti, ki gremo, tudi umret, če je treba. Medtem ko znamenje Raka je pa znamenje doma, znamenje čustvene občutljivosti, naše notranjosti, to se pravi tisti tak fluiden, notranji, čustveni aspekt nas samih in seveda tukaj Marsu se meša, tukaj on ne morete svoje vojaške energije v bistvu spraviti do izraza, in seveda njegov karakter je tak, kot je, ampak deluje na teh notranjih nivojih, na čustvenih nivojih in seveda v nas zbuja ogromno ene čustvene napetosti, čustvene ranljivosti, vprašanja notranje varnosti se odpirajo s tem aspektom. In tukaj ima večina nas kar precej enih izzivov in enega dela, enih zakopanih, potlačenih ran, ki jih zdaj pač Mars prebuja, in nam ponuja priložnost, da pogledamo vase, da pogledamo, kje smo mi na nivoju notranje varnosti, da pogledamo, katera so tisti čustveni aspekti nas samih, ki jih nismo še uspeli sploh ozavestiti, in tako pomaga pri tem res globokem vpogledu v naše globine, v to našo notranjost. Skratka, lahko ta vpliv vzamemo kot nekaj, kar čakamo, da mine, kar je zdaj pač grozno, naporno, zoprno, destruktivno, samodestruktivno in čakamo, da mine. Lahko pa dejansko ta aspekt izkoristimo, da res gremo pogledat, kaj zdaj vse nam meče ven, kaj je zdaj vse tisto, kar je znotraj nas skrito, varno pospravljeno in je v bistvu čas, da se s tem soočimo. Ker če tega ne bomo naredili, če ne bomo v bistvu pogledali, ozavestili, spustili tisto, kar je ujeto znotraj nas, da povzroča to čustveno napetost, bo ob naslednjem planetarnem vplivu pa spet pritisnilo na ta isti gumbek, ampak do takrat se pa sam še malo več nabrali in bo vse skupaj lahko še majčkeno bolj zahtevno in majčkeno bolj naporno. Še vedno bomo ob prestopu v novo leto imeli retrogradnega Jupitra v znamenju Bika, v retrogradni fazi bo do 5. februarja, torej planeti, ko so retrogradni, svojo energijo majčkeno usmerjajo nazaj, silijo nas v tisto retrospekcijo, da pogledamo, to se pravi, kaj smo v preteklem obdobju naredili, premaknili, In v bistvu Jupiter je retrograden v znamenju
bika, to je znamenje, ki je načeloma znamenje stabilnosti, materialne usmerjenosti in v bistvu nas nekako spodbuja k premisleku oziroma k retrospekciji o naših finančnih vrednotah, ne. To se pravi, spet gleda na varnost skozi ta materialni aspekt, ne. Tako da definitivno čas za prevetriti še svoje finance, pogledati, kje tukaj stojimo, ne, nekje do 5. februarja. V novo leto smo vstopili s Saturnom v znamenju Vodnarja, kjer bo ostal do aprila, ja. In Saturn v Vodnarju nekako v bistvu je v svojem znamenju, a ne, in se odpira bolj na to odgovornost na kolektivnem nivoju, a ne, vpliva na neke družbene reforme, na iskanje določenih trajnostnih rešitev, to se pravi neko prestrukturiranje v družbi, to se pravi struktura družbe, a ne. S temi počasnejšimi planeti začnemo tudi z karmično osjo to leto v znamenju Rib oziroma Device. Karmično os vedno sestavljata dva planeta oziroma matematični točki oziroma karmična vozla, jima rečemo Rahu in Ketu. Eden je tisti, ki sili naprej, ki prinaša, v bistvu oba prinašata nepričakovanosti, ampak eden tako, da nas poriva, da potencira vse tisto, česar se dotakne, in drugi je tisti del, ki se bi umaknil od vsega, ki najrej sploh ne bi bil tukaj, in spet na tem nivoju prinaša določene nenadnosti, nepričakovanosti. Ne? In Rahuja imamo trenutno, to je tisti, ki potencira, a ne, severni lunin vozu, ga imamo v znamenju Rib in nas v bistvu nekako sili v ta duhovni aspekt življenja, ne, k intuiciji, k iskanju neke resnice, ne, ampak Rahu je tisti, ki zelo rad ustvarja tudi iluzije na tem področju, ne, zato z njim je treba zelo prizemljeno pristopati, če ne nas hitro odpihne nekam v oblake in potem tako zelo po tem svojem vrtinčenju v iluzijah, ne, in potem zna tako zelo spustiti nenadno na trdna tla, ne, in ta padec zna včasih biti mal boleč, če Rahuja zelo vzamemo in gremo s to njegovo energijo vetrno v življenje, ne, zato je z njim treba tako zelo previdno, ne se pustiti, da nas v bistvu odnese, ne. Medtem ko na drugi strani imamo torej južni lunin vozu oziroma karmičen vozu Ketu, to je tisti, ki odbija, ga pa imamo v znamenju Device, kar v bistvu nekako nakazuje na to prepletanje praktičnega in duhovnega aspekta, ne, k temu ravnovesju med zunanjim in notranjim svetom. Skratka, ta karmična os se v letu 2025 premakne nekje s koncem maja in bomo pogledali, kam se premakne in kaj nam v bistvu prinese, ker res spomladi bo kar nekaj teh shiftov, to se pravi od Saturna, ki se bo premaknil v znamenje Rib, do premika karmične osi, do premika Jupitra v znamenje dvojčkov, pa seveda še sezona mrkov bo vmes, a ne, sezona mrkov, retrogradna Venera, skratka tako en res tak pester vstop v leto 2025. Ok, tisto, kar mogoče se bom majčkeno še ustavila, je čas od 1. do nekje 9. februarja, ko bomo imeli poravnavo Rahuja, to se pravi severni lunin vozu oziroma karmični vozu Rahu, to je tisti, ki zelo napihne in potencira vse, česar se dotakne. To se pravi, poravnavo bomo imeli Rahuja, Neptuna,
ki ravno tako ustvarja iluzije, privide, in pa Venere kot predstavnice ljubezni. In ti trije planeti se bodo v znamenju Rib dejansko poravnali in nekje en teden bodo v bistvu čisto skupaj, kar prenaša eno tako intenzivnejšo energijo, v bistvu tudi iluzij oziroma idealizacije, sanj, in takrat je fajn povečana previdnost, ker v bistvu lahko si in nadanemo rožnata očala takrat, zelo hitro nas stvari lahko v bistvu zavedajo, možne so napačne zaznave, seveda kar vpliva in na odnose, na ljubezen, tudi na neko kreativno izražanje, Super je to obdobje za raziskovanje nekih globih občutkov, za tudi recimo, neko interpretacijo sanj, ki bodo lahko zelo močne, ampak treba je pa paziti na ta zavajanja, da ne pademo v neko preveliko naivnost, da nas ne odnese v idealiziranje, v iluzije, ker je v bistvu to zadeva, ki lahko potem kar malo zapeče, ko se ta iluzija razblini oziroma ko snamemo ta rožnata očala. In vmes, torej v tem tednu oziroma dobrem tednu od 1. do 9. februarja bo čez to poravnavo, torej Neptuna, Rahuja in Venere, šla čez tudi Luna. Luna je pa predstavnica našega čustvenega doživljanja, naših čustev, ki bo še dodatno aktivirala te energije in jih v bistvu prenesla na površje. In pravzaprav to je tisti čas, ko lahko res pride en tak močen val tudi čustvenih razjasnitev in uvidov, kar lahko močno vpliva na naše odnose in pa pravzaprav tudi na našo notranjo intuicijo. Tako da tole majčkeno vzeti v obzir, torej od 1. do 9. februarja 2025. Skratka, potem v mesecu marcu, da gremo v bistvu naprej pogledati, kaj se bo potem v našem letu dogajalo. Torej, v marcu bomo imeli Venero, ki bo vstopila v retrogradno fazo, to se pravi, z vidika Zemlje se bo gibala prividno nazaj in bo pravzaprav retrogradna, da pogledamo zdaj točno kje. Tako, to se pravi, mesec marec nam bo prinesel retrogradno Venero, ja, ravno tako v znamenju Rib, in bo pravzaprav podpirala obdobje refleksije, ker ko planeti zamenjajo svojo smer, to se pravi, ko se gibljajo previdno nazaj, takrat je čas, da pogledamo na tista področja, ki jih ta planet obvladuje, da pogledamo preteklo dinamiko tega časa. To se pravi, bo zahtevala retrogradna Venera od nas, da prevetrimo, poreflektiramo, to se pravi, kje smo na področju odnosov, na področju ljubezni, čustvene povezanosti, pa tudi našega kreativnega oziroma umetniškega izražanja. V Ribah je Venera pravzaprav eksaltirana, to pomeni, da je v tistem znamenju, kjer se ona pravzaprav najboljše počuti, kjer lahko res pridejo do izraza njene najglobje, najvišje, najčistejše kvalitete, tako da to je tudi en tak čas, ko mogoče kakšna pretekla ljubezen, ki je bila zelo tako, dajmo reči, posebna, ponovno pride v naše življenje. Seveda odvisno je, kam ta naša Venera
pade v naši natalni karti. Če nam ta Venera recimo pade v 7. hišo, v 5. hišo, to se pravi na področju odnosov, na področju nekih romanc in tako naprej, nam definitivno lahko kakšen odnos iz preteklosti pripelje nazaj v naše življenje. Ampak je pa res, da spet vse te pretekle stvari, ki pridejo v naše življenje, jih je dobro pogledati tako z mečkano bolj treznimi očmi, ali je to res to, kar še želimo naprej imeti v svojem življenju, ali morda tudi ne. Skratka, Venera v Ribah bo nekako poudarjala tudi to področje sočutja, in pa da v bistvu nekako prevrednotimo, preizprašamo tisto, kaj ima za nas resnično vrednost, resnično lepoto v življenju, tisto resnično ljubezen, dajmo reči z veliko začetnico, Potem nas bo v marcu v bistvu pričakal tudi Sončev mrk, to se pravi 29. marca bomo imeli Sončev mrk, 29. marec, tako nas v bistvu čaka Sončev mrk ravno tako v Ribah, tako da v bistvu ta pomlad bo res, oziroma prehod iz zime v pomlad, bo zelo aktivirana, torej ta dinamika rib, to se pravi teh globin nas samih, in v bistvu ta Sončev mrk Mrki so vedno nekako aktivirajo določene dogodke, oziroma tudi kasneje, ko grejo planeti čez stopinje mrka, to so ponavadi tako kar močni aktivatorji določenih dogodkov. Seveda mrke občutimo različno, tako kot vsa ta planetarna dogajanja občutimo različno, ker je pač odvisno od naše natalne karte. Če nam te stopinje mrka pritisnejo na kakšen naš natalni planet oziroma aktivirajo določeno dinamiko v naši natalni karti, bo imelo seveda na nas večji vpliv, nek globalni vpliv pa vsekakor ima v vsakem primeru. Skratka, tale Sončev mrk v Ribah nam prinaša v bistvu preobrazbo na področju notranjega miru, nekih ustvarjalnosti in pa tudi v bistvu vpogled v te naše vzorce umikanja vase, ampak v bistvu ribi so zelo na nek način globoko znamenje, kjer je toliko globin, da jih ne moramo povsem razumeti, in zato v bistvu to prinaša tudi določeno skrivnostnost in pravzaprav težje razumevanje, sploh ker je zraven še Neptun, ker bo zraven takrat tudi retrogradni Merkur, poleg retrogradne Venere, Rahu, Neptun, in to je res precej ene te, bom rekla, iluzorne dinamike oziroma veliko ene megle, nejasnosti, nesporazumov, kjer v bistvu se stvari lahko precej zameglijo. In Saturn tudi dejansko ta moment pravzaprav vstopa v Ribe oziroma je čist na prehodu oziroma po Sončevem mrku, potem v aprilu bo vstopil v znamenje Rib, kar v bistvu nekako preizkuša te meje iluzij, meje naše resničnosti, v tem smislu. Tako, potem nas čaka pravzaprav že pred Sončevim mrkom nas v bistvu čaka Lunin mrk. Lunin mrk prinaša, v bistvu imeli ga bomo 15. marca 2025, torej nas čaka Lunin mrk v znamenju Device, torej nasproti Rib,
In pravzaprav lunin mrk nekako vedno prinaša tisto neko dodatno čustveno intenzivnost, prinaša določene zaključke na raznih področjih, lahko tudi področja našega delovnega udejstvovanja, področja našega zdravja. Skratka, lunin mrk se dotakne teh področij našega življenja. Potem pa z 30. marcem se zgodi torej prvi ta res velik planetarni premik, ko Saturn stopi v znamenje Rib. Res ogromno dinamike torej v tem znamenju Rib, zlasti v prvi polovici leta. S tem, ko Saturn torej vstopi v znamenje Rib, po nekje dobrih 2 letih oziroma 2 letih in pol iz znamenja Vodnarja. Skratka, ko vstopi, se pravzaprav začne Kalasarpa joga. Kalasarpa joga pomeni, ko so vsi planeti postavljeni med 2 karmična vozla, to se pravi med Rahuja in med Ketuja. Ni to še tehnično gledano stroga Kalasarpa, ker v bistvu po stopinjah Saturn še ne bo prehitel Rahuja, torej karmičen vozel, ampak ta Kalasarpa joga v bistvu temu rečemo v prevodu kača časa. In to pravzaprav predstavlja eno obdobje, kjer je lahko prisotnega precej občutka neke ujetosti, zmanjšanja občutka svobodne volje in v bistvu v tem času, ko imamo to Kalasarpa jogo, torej ko so vsi planeti nekako na eni strani karmične osi, takrat v bistvu se enostavno lahko dogajajo določeni dogodki, ki jim rečemo tudi, da so dogodki usode, ki jim na nek način ne moremo pravzaprav ubežati in se počutimo nekako stisnjene oziroma ujete. Nazadnje, ko smo imeli Kalasarpa jogo, je bilo v bistvu v tem koronskem času, takrat se je res ta Kalasarpa joga tako zelo drastično odrazila. Ko smo res bili tudi fizično nekako omejeni in ujeti v naše domove, občine in ne vem kaj še vse ne. Skratka, Kalasarpa kljub vsemu ni tako zelo redek pojav, včasih pride vsako leto do nje ali pa vsakih par let, tako da ni tako zelo redek pojav in absolutno niso vse tako drastične, kot so bile, kot je bilo v bistvu tisto koronsko obdobje, ampak nas dejansko letos tudi torej čaka obdobje Kalasarpa joge. In v bistvu tej Kalasarpi, kjer je Ketu, južni lunin vozel, ki v bistvu je brez glave, brez oči, vodilni, to se pravi, on je tisti, ki pelje to četico vseh planetov naprej, rečemo, da je to nekako tista težja oblika Kalasarpa joge, ker torej Ketu prevzema vodilno vlogo in nas pravzaprav spodbuja k raztapljanju ega, ampak v resnici, ko se naš ego, ko se ga malo dotaknemo in ko ga je treba malo razbiti, malo predrmati, malo razsuti, to niso glih enostavni procesi. V bistvu Ketu ima nekako povezavo z osvoboditvijo, z mokšo, rečemo temu v džotišu oziroma sanskrtu, in nas bo v bistvu ta vpliv nas bo nekako spodbujal, vsilil k preseganju neke osebne identifikacije, k temu, da v bistvu se odprejo in da pogledamo v neka globoka karmična vprašanja, kjer marsikaj lahko pride res iz teh globin nas samih in pač na globalni ravni na površje. In tako je zdaj ne bi rada, bombastično zvenela ali kakorkoli, ampak nekako rečemo, da Kalasarpa v tej obliki lahko prinaša tudi tisto temno
noč duše na plano. To se pravi, to je čas, ko se v bistvu srečujemo z našimi podzavestnimi strahovi, z nekimi občutji negotovosti, kjer v bistvu se zbudi neka res globoka potreba po čiščenju preteklosti. In v bistvu podzavest je lahko precej aktivirana v tem obdobju. In seveda takrat se soočamo in z večjo občutljivostjo, tudi z nekimi občutki tesnobe in pravzaprav z izzivi, ko v bistvu želimo postaviti neko čustveno stabilnost. Tako da to je definitivno ugoden čas, kjer lahko prereflektiramo in pogledamo naše pretekle lekcije, naše vzorce, ki jih prinašamo iz otroštva ali pa Bog si ga vedi od kdaj in od kje. In tisti, ki že nekako delamo na sebi, bo to pravzaprav super čas, da neke zadeve res dokončno ozavestimo in spravimo nekako iz sebe ven. In v tem času, torej Kalasarpa joge, ki se bo torej začela z 29. majem in bo v bistvu trajala do 28. julija, se bo zgodila torej tudi premik karmične osi. To se pravi, v tem času bosta tudi Rahu in Ketu oziroma ta karmična os zamenjala svoji znamenji. Kakorkoli, torej ja. Torej, premik te karmične osi pravzaprav spet prinese soočanje z našo karmo na nekih drugih področjih kot do zdaj. To se pravi, en tak velik shift. V času Kalasarpe seveda vsakih 14 dni Luna izstopi, torej ni več ujeta na eno stran te karmične osi. Luna pač izstopi, zaradi tega, ker pač njen cikel je nekje 28 dni. In potem se nazaj vrne v Kalasarpo, tako da so z nivoja Lune, so pač te kratki izstopi iz tega planetarnega vpliva. Torej, gremo si majčkeno bolj podrobno zdaj pogledati, kaj nam nekako prinaša torej ta premik našega Saturna v znamenje Rib. Saturn bo v Ribah po, nisem dobra v matematiki, ampak nekje po 28-30 letih. Namreč nazadnje smo ga imeli v Ribah v letih 1996, 97 in 98. Kaj se je v bistvu takrat v svetu dogajalo, nam lahko pokaže približno dinamiko, ki nas čaka torej tudi sedaj. V tokratnem gibanju Saturna v znamenju Rib. In sicer v tistih letih, torej od 96 do 98, seveda dogajale se določene politični premiki, od tega, da se je širil NATO, širila Evropska unija, do raznih zaostrovanj na svetu, Amerika, Rusija, kakorkoli ne bi se v te sfere politične preveč spuščala. Tisto, kar pa nekako res bode v oči iz tistega časa, je pa pravzaprav ta tehnološki napredek, ki se je takrat zgodil. Takrat je bila res ekstremna porast pravzaprav interneta, to se pravi teh tehnoloških inovacij, odkritij. Takrat se je ustanovil Google, Amazon, skratka res ta digitalizacija je doživela en velik razcvet in en velik napredek, kar nekako lahko pričakujemo tudi v tem času bivanja Saturna v znamenju Rib.
torej 30. marca 2025 pa do nekje 2 leti pa pol, gremo pogledati, torej do kdaj točno, to se pravi nekje do februarja leta 2028. Definitivno nam je vsem jasno, da umetna inteligenca se zelo razvija in dosega res velik razcvet in zagotovo v tej smeri napredek in razcvet lahko pričakujemo tudi torej v tem obdobju bivanja Saturna v znamenju Rib. Tisto, kar je pravzaprav nekako zanimivo v tej dinamiki, začetni dinamiki v bistvu Saturnovega prehoda v znamenje Rib, je to, da se bo v bistvu srečal z karmičnim vozlom Rahujem in pa z planetom Neptunom. Ta povezava bo kar dolgotrajna, v bistvu nekje pravzaprav v bistvu vse leto se nekako ta povezava, v bistvu so zelo blizu, te planeti eden zraven drugega. In v bistvu, ko bomo imeli torej to povezavo Saturna in Neptuna, tako, Saturn, Neptun, Saturn, Neptun in pa Rahu, tako, pa še retrogradna Venera zraven, pa še Merkur zraven, retrograden bomo imeli v bistvu nekje od 2. do 24. aprila, takrat je res ta vrhunec te energije Rib, kjer, tako kot smo rekli, priložnost za ta naš duhovni notranji svet, Saturn tle tudi prinaša nek bolj prizemljen pogled v neke bolj idealistične in abstraktne vidike življenja, in v bistvu tukaj nas bo Saturn pravzaprav spodbujal, da najdemo to neko notranje ravnovesje med tistim idealiziranjem, iluzijami, duhovnim aspektom življenja in med realnostjo, to se pravi nekako, da vzpostavimo to ravnovesje med sanjami in realnostjo, dajmo tako reči. Skratka, ko pa se nam obeta v bistvu ta dolgotrajna povezava Saturna in pa Neptuna v Ribah, bosta pa čisto skupaj nekje od 13. junija pa do 13. avgusta, pa potem seveda še vse leto bosta zelo, zelo blizu, in spet čas neke intenzivne introspekcije, soočanja z iluzijami, z raziskovanjem notranje resnice, to se pravi, tukaj gre v bistvu na nek način za povezanost te resničnosti z vidika Saturna in povezovanje z temi onkraj fizičnimi ideali, sanjami, ki jih nekako prinaša oziroma dviguje na plano Neptun. In v bistvu Saturn v Ribah je ta, ki pravzaprav, Saturn je vedno učitelj, on nas vedno uči, ampak tako, ne glih na prijazen in spodbujajoč način, ampak zahteva pač od nas odgovornost, in pravzaprav v znamenju Rib zahteva odgovornost do pravzaprav sočutja do vseh živih bitij, oziroma do vsega živega in neživega, dajmo tako reči, zahteva strukturo na področju osebnih vrednot, osebnih prepričanj, notranjih čustev, intuicije, in pravzaprav lahko pride do nekega pretresa, tudi konfliktov na področju duhovnih praks, ker
Saturn nam ne bo pustil življenja v oblakih, ne bo nam dovolil, da mi gremo zdaj nekam v nek irealen svet, v duhovnost, v ne vem kaj, ampak bo v bistvu zahteval to tukaj pa zdaj v praksi, v življenju, to kar, tako da jaz se v bistvu, bom rekla, tega premika pravzaprav zelo veselim, ker se pravzaprav že nekaj let skozi vse svoje programe, skozi vse svoje delo trudim ravno to, da vse te aspekte zavedanja, ozaveščanja, odkrivanja, duhovnosti, kakorkoli to poimenujemo, da to spravimo v 24/7 v prakso, v življenje. Tam nam morajo stvari štimati. Tako da, ja, Neptun pa absolutno spodbuja močno intuicijo, ampak Neptun tudi lahko odpelje v močne iluzije. Tako da tukaj torej bo ta nekakšen spopad, ker Neptun tudi lahko zasenči to Saturnovo prizadevanje po prizemljenosti, in v bistvu lahko pride do teh notranjih nemirov, neskladij in v bistvu tudi do nekih težav z jasno percepcijo, oziroma lahko zelo padajo iluzije ravno na področju duhovnosti. Ampak s tem, ko padajo iluzije, nas pravzaprav res pelje lahko to obdobje do te notranje resnice. Seveda, kdor se pravzaprav temu upira, ker je težko pogledati v realno stanje, ker je težko pogledati vase in tako naprej, ja, se lahko dogaja tudi, da bo na nek način še več tega razkola, oziroma da bo v bistvu še več ljudi poskušalo zajadrati v nek res beg od realnega sveta, tako da ne vem, kako bi to na lep način povedala, ampak ja, neke duševne težave se lahko še okrepijo pri določenih ljudeh, to se pravi ta jasnost zaznavanja in jasna percepcija je lahko pravzaprav v izziv. Tako. Ok, gremo si naprej pogledati malo več o vplivu, torej premika karmične osi v znamenje vodnarja in v znamenje leva. Torej, zdaj smo imeli nekje leto pa pol od nekje konca novembra leta 2024 pa do konca maja oziroma začetka junija 2025 imamo torej karmično os Rahu, Ketu v znamenjih Rib na eni strani in Device na drugi strani. Torej začetkom junija pa se ta karmična os premakne in bomo imeli Rahuja v svojem znamenju vodnarja in na drugi strani Ketuja v znamenju leva. Torej, ko Rahu stopi v svoje znamenje vodnarja, Rahu je v bistvu na nek način inovator, narekovalec trendov, je tisti, ki dela premike, preboje, in ko je v znamenju vodnarja, torej v svojem znamenju, ima res veliko moč na tem področju, in bo pravzaprav prineslo eno tako dinamično spremembo, ki bo trajala nekje leto pa pol, to se pravi nekje do novembra, decembra 2026. Torej sprememba, kako pravzaprav na eni strani jaz kot ego in na drugi strani kot nek kolektiv, neka skupnost, zaznavamo svojo vlogo v svetu. Torej Rahu v bistvu prinaša res nek napredek, progresivne ideje, povezovanje, medtem ko Ketu na drugi strani v levu v bistvu prinaša neko raztapljanje ponosa, raztapljanje ega v prid nekim višjim ciljem v dobro skupnosti. Torej Rahu v vodnarju bo definitivno spodbujal željo po inovacijah, po nekem socialnem napredku, po nekem sodelovanju, povezovanju za skupno dobro.
In v tem času definitivno lahko pričakujemo nek poudarek na družbeni odgovornosti, na združevanju, povezovanju za neke skupne cilje, veliko ene iznajdljivosti prinese in pa tudi močen napredek, preboj v tehnologiji, v družbenih reformah. Tako da definitivno ta področja bodo zelo prosperirala v bistvu v tem obdobju, in ta začetek se v bistvu začne v letu 2025, kar pa glede na to, da gre za čas kolesarpa joge in vseh ostalih vplivov, ni rečeno, da bo enostavno, ne? Torej na drugi strani imamo drug del karmične osi, južni lunin vozu v znamenju leva, kar pa pravzaprav prinaša ta nek notranji izziv ega. Ker v tem času bomo nekako spodbujani oziroma pozvani k temu, da se nekako ženemo za tisto lastno potrditvijo, lastno pomembnostjo, in se bo v bistvu krepila ta želja po spoznavanju notranjih resnic brez tistega zunanjega občudovanja, zunanjega priznanja. In za ego je to lahko kar v izziv, ker naš ego bi pa bil v ospredju, on pa je tisti, ki išče potrditve, svojo pomembnost, svojo to postavljenost. Tako da lahko pride tudi do tega nekega notranjega konflikta med preteklostjo, prihodnostjo, med osebno močjo in odgovornostjo za neko kolektivno oziroma skupno dobro. Pravzaprav bo čas zahteval od nas, da se na nek način odrečemo vsem tem starim, zastarelim, dajmo tako reči, vrednotam oziroma tem nekim individualnim idealom v prid nekim višjim družbenim ciljem, kar seveda zbudi nek notranji nemir, notranji upor, ampak hkrati skozi to se dogaja tudi rast na teh notranjih nivojih in povezovanje v neko skupnost, v neko višje dobro, da se na ta način izrazim. Okej. Potem pa nas torej čaka še premik Jupitra v znamenje dvojčkov. Tudi to se zgodi nekje tam v prehodu iz pomladi v poletje, oziroma z majem, pravzaprav z 15. majem, če jaz tole zdaj prav vidim, tako, s 15. majem nas torej čaka Jupiter v znamenju dvojčkov in tole je en tak fajn tranzit, ki se ga splača izkoristiti, prinaša definitivno osvežitev, nove priložnosti za izobraževanje, za komunikacijo, za razširitev svojih obzorij, za raziskovanje področja idej, res, in še v bistvu imeli bomo pogled Rahuja na planet Jupiter in bo ta energija v bistvu še dodatno potencirana. Ogromno enih idej bo pravzaprav v globalno in v bistvu v naših življenjih prihajalo na plano. Je pa res, da v bistvu v tem obdobju bo vseeno treba majčkeno popaziti na komunikacijo in na razumevanje, zaradi tega, ker je pa lahko vseeno dosti neke površnosti prisotne, tako da ta del bo treba pa vzeti majčkeno v obzir. Definitivno torej
čas, ko se bo Jupiter premikal po znamenju dvojčkov, je za izkoristiti. Tudi dosti enih poti se nam lahko v tem času odpira, potem pa se z 13., 14., 15. oktobrom, 17. z 19. oktobrom, tako, se potem Jupiter za en kratek čas prestavi v znamenje Raka. Tukaj bo sicer kratko, nekje 2 meseca, namreč potem začne svojo retrogradno pot in se bo vrnil nazaj v znamenje dvojčkov, tako da leto 2025 bomo zaključili z Jupitrom v znamenju dvojčkov, ampak tista 2 meseca, ko bo v znamenju Raka, je pa tudi eno tako fajn obdobje, zaradi tega, ker Jupiter je v Raku eksaltiran, to pomeni, to je njegova najboljša možna postavitev, njegova najboljša možna pozicija, kjer v bistvu prinese končno ta nek notranji mir, ta nek občutek notranjega optimizma, notranjega miru, notranje sreče. Tako da z tega vidika bo to en tak fajn tranzit v drugi polovici leta. Seveda nas čaka v jeseni še ena sezona mrkov, pač mrke imamo vedno nekje 2-krat na leto, se zgodi torej ta sezona. Te mrki bodo na osi vodnar lev, zaradi tega, ker pač karmična os je tista, ki tvori mrke, in sicer jih bomo imeli 7. septembra in pa 21. septembra. 7. septembra torej bomo imeli lunin mrk in potem 21. septembra sončev mrk. Skratka, mrki prinesejo en tak premik v kolektivni zavesti, ker v bistvu poudarjajo vsa tista vprašanja, ki sem že prej razlagala o njih pri premiku osi, karmične osi, torej v nova znamenja, torej premik v tej kolektivni zavesti, kjer se bomo dotikali torej teh vprašanj individualizma na eni strani in kolektivne odgovornosti na drugi strani. 7. septembra, ko bomo imeli lunin mrk, se bo lunca pridružila Rahuju oziroma severnemu luninemu vozlu v znamenju vodnarja, in ta mrk bo pravzaprav tisti, ki bo nekako pritisnil na vprašanja pripadnosti, namreč v bistvu čas nas bo spodbujal k temu iskanju ravnovesja med tem, kar v bistvu jaz želim zase, in med tem, kar je v bistvu potrebno za skupno dobro. Potem sončev mrk 21. septembra, tukaj pa v bistvu bomo imeli vpliv tudi Saturna, ki bo pošiljal svoj pogled na Sonce in na Luno v znamenju Device, in to lahko prinese pa neko dodatno težo v bistvu iskanju nekih praktičnih rešitev za razreševanje naših notranjih konfliktov. Tako da v bistvu nekako na ravni mrkov bo v bistvu ta faza prinesla v bistvu zaključek o vprašanjih duhovnosti, duhovne odgovornosti, sočutja, ki smo si jih v bistvu nekako postavljali že v zadnjem letu in pol. Tako, torej 19. Ja. Ok. Tako, torej leto 2025 je, bom rekla, eno tako kar zanimivo leto, velikih premikov, tudi občutkov ujetosti, tudi iluzij, razbijanja iluzij,
veliko enega dogajanja, ki nas bo sililo res v to soočenje s svojo notranjostjo, s svojo podzavestjo, z družbeno odgovornostjo, z lastno identiteto oziroma lastno pomembnostjo. Skratka, vsa ta vprašanja, vsa ta dinamika bo nekako v ospredju. In seveda vsi ti vplivi se dogajajo tako na individualni ravni kot na kolektivni ravni in kaj ne rečem, ni preprosto leto. Lahko je leto, kjer čutimo dosti ene centrifuge, ker v bistvu leto bo zahtevalo soočenje z določenimi, dajmo reči, karmičnimi vprašanji, ne? Soočenje s to našo potrebo po notranji stabilnosti, soočenje z našimi lastnimi iluzijami, ne? Razumevanje iluzij se bo pravzaprav zahtevalo, ne? In hkrati bo to leto zahtevalo od nas preseganje omejitev, ki jih določajo naši notranji strahovi, naša prepričanja, vzorci, ne? Kjer bo treba v bistvu skozi te individualna notranja dogajanja nekako najti tisto povezavo s kolektivom, s skupnostjo, z napredkom, skupnim dobrom, ne? In ja, nekako bo treba najti to ravnovesje med tem našimi željami in v bistvu skupnimi cilji, ne? Tako da eno tako fajn leto z ogromno dinamike znamenja rib, ki v bistvu zahteva od nas eno tako duhovno preobrazbo, ki bo lahko precej intenzivna in nas zahteva potrpežljivost, pripravljenost na soočanje z našimi sencami, ampak hkrati ravno skozi to nam ponuja res izjemne možnosti za rast, za osvobajanje, če v bistvu smo pripravljeni na tisto res ta pravo poglabljanje vase, kjer torej pogledamo v svoje sence, kjer pogledamo v tisto našo, dajmo reči, temo, a ne, kjer smo se pripravljeni mogoče tudi ozreti v te naše iluzije in se jim na nek način odpovedati oziroma se odpovedati temu našemu egu, ki nas v bistvu drži ujete v tem svetu, ne, v nas samih in pravzaprav onemogoča doseganje in razvoj naših potencialov, ki bi jih lahko dosegli, če bi si uspeli določene stvari priznati, pogledati torej v te svoje sence in ja, brutalno iskreno pogledati vase, da najdemo potem to svojo notranjo resnico in jo nekako odpremo torej v skupno, kolektivno dobro. Skratka, kar precej ene dinamike, ki bo šla v neko mogoče malo drugačno sfero. Vsak premik planetarni v bistvu zahteva precej enega prilagajanja, ne, ker to je tako, to je kot selitev, ne, in vemo, da sicer selitve so lahko super fino, fajn, ne, ampak vedno je to eno prilagajanje na novo okolje, na novo dinamiko, na nova vprašanja, na nove stvari, ki se v bistvu odpirajo in postanejo nekako v ospredju oziroma pomembnejše. In ja, terja od nas potrpežljivost, terja od nas toleranco, terja od nas prilagajanje, pregledovanje, ali je to zdaj v redu ali ni v redu, kaj moram narediti, da bom v tem novem okolju se nekako vklopil, znajdu, a ne, kam mi zdaj pritiskajo določeni gumbki, a ne, tako da ja, teh premikov bo torej v naslednjem letu kar nekaj, ampak če bi bilo skozi vse enako, ne, hitro postane dolgčas in tudi ni možnosti več za napredek, če ni sprememb, ne. Vsi napredki, vsi preboji v življenju, vse dogajajo skozi spremembe in nekako s to poslanico bi v bistvu tudi zaključila tale vpogled v Džotiš leto 2025.
Skratka, vkolikor bi želeli več o samem Džotišu izvedeti, tukaj nisem se nekaj spuščala v samo teorijo Džotiša, na moji spletni strani lotos-svetovanje.si pod zavihkom Džotiš imate na voljo 3-delno videoserijo, ki si jo lahko prenesete oziroma dobite dostop in v bistvu slišite več o tem, kako torej te planetarni ritmi vplivajo na nas, kako pravzaprav ta Džotiš dinamika, kako jo izkoristiti v bistvu v svoj prid. Vkolikor bi vas zanimal vpogled v vašo natalno karto, katere v bistvu učenja, lekcije, potenciale ste prinesli v to življenje oziroma kaj so tiste tematike, s katerimi v bistvu se nekako ukvarjate v tem življenju oziroma se rabite ukvarjati v tem življenju, dobrodošli na Džotiš svetovanje, ravno tako na moji spletni strani lotos-svetovanje.si pod zavihkom Džotiš najdete različne možnosti, od poglobljenega vpogleda do osnovnega vpogleda, oziroma tudi je opcija neke krajše oziroma mini Džotiš pisne analize. Skratka, kogar potegne, da bi malo več izvedel, kako ti tranziti bodo vplivali na njega v tem letu, torej katero dinamiko, katera področja bodo aktivirali posamezni tranziti, posamezni premiki znotraj vaše karte, to pomeni v vašem življenju, seveda dobrodošli, torej da se vidimo na Džotiš svetovanju. Jaz upam, da vam je tole bilo koristno, seveda jaz se javljam preko mailingov, na družabnih omrežjih, se javljam s posameznimi planetarnimi premiki, kolikor pač utegnem. Leto je dolgo pred nami in planetarnih vplivov tistih krajših je tudi kar nekaj. Jaz se trudim, kolikor gre, to poloviti in vas majčkeno updatati čez leto, kaj se dogaja, tako da evo. Dobrodošli, da se prijavite na moje e-novičke oziroma da me pospremljate na družabnih omrežjih, predvsem Facebook, tam sem najbolj aktivna nekako, Lotos svetovanje Andreja Pancar, oziroma tu pa tam tudi kaj na Instagramu, Andreja Lotos svetovanje, mislim, da je profil, ki ga lahko posledite in še sproti slišite kakšne vplive polnih lun, praznih lun in, kot rečeno, krajših planetarnih premikov. Torej, jaz vam želim eno tako strpno, sočutno leto 2025, leto, ki naj vas v bistvu popelje res v te notranje globine, ker verjemite mi, da ko se poglobiš vase, v svoje notranje globine, tudi v neke svoje senčke, v bistvu tam odkriješ resen tak velik zaklad, namreč odkriješ sebe. In naj bo to leto, torej v znamenju še večjega spoznavanja in odkrivanja sebe. Naj vam bo leto podporno, izkoristite torej te planetarne vplive za tisto, čemur so namenjeni, ker tako vas v bistvu v življenju najbolj podprejo in ne greste kontra toku, ampak pravzaprav izkoriščate čas točno za tisto, za kar je namenjen, in za tisto, kar je namenjen, gre potem tudi seveda bolj gladko. Tako, hvala, da ste bili z mano, bom vesela komentarčkov, bom vesela povratnih informacij in se vidimo, slišimo, beremo. Hvala in eno lepo leto. Čau!